Prva razprava tretjega dneva festivala Pranger 2020 je bila namenjena točkam izginjanja in avtorici te zelo zanimive knjige Luciji Stupica. Gre za knjigo, ki je nastala po približno 10 letih. Gre za avtoričino 4. knjigo poezije. Kot je recimo dejal Peter Semolič, ki je izbral to knjigo za debate, gre v tej knjigi za tematiziranje meje, za tematiziranje ne samo fizičnih mej, kot jih poznamo, recimo meje večjih držav ali dveh držav, meje med različnimi deželami, med posestvi konec koncev in podobno, ampak gre tudi za samo tematiziranje meje v prostorskem času, tukaj in zdaj mogoče. Gre za tematiziranje meje preteklosti, gre za tematiziranje meje sedanjosti. Recimo zelo zanimivo mi je bilo tudi, kako je gledala na to zbirko oziroma kako je to zbirko videla tudi Veronika Šoster. Ona je omenila primer dveh srn, pozabil sem zdaj iz katere točno pesmi, kako starejša srna uči mlajšo, da naj ne gre kar tako čez cesto, ampak naj se malo umiri, naj pogleda sem in tja in potem šele čez cesto. Se pravi, zanimiva je sama tematika, sam nabor pesmi tudi. Gre za, tako kot je tudi sama avtorica omenila v nadaljnji debati, gre za nabiranje, proučevanje določenih zgodb, potem pa tehtanje in konec koncev, kakor sem jaz sam razumel, prevajanje teh zgodb v samo pesem, v samo poezijo. Gre ponovno avtorica tudi za zelo zanimivo rojevanje same zbirke, nastajanje same knjige, kajti začela je nastajati že pred 10 leti. Mislim, da je omenila, da je napisala na začetku tam približno 3 pesmi, potem pa se je seveda življenje popolnoma obrnilo na glavo. Partner, otrok, selitev konec koncev, selitev v tujo državo, se pravi sprememba večjih prostorov, ne samo prostora, ampak prostora časa, prostora komunikacije, prostora samega načina bivanja konec koncev, ki je, verjamem, nekje na severu Evrope dosti bolj drugačen kot pa tukaj pri nas. Ne morem pa trditi kako, ker nisem še nikoli tam bil. Tako da je potem sledil, kot je sama rekla, nek dolg večletni premolk in jo je potem naenkrat ponovno zagrabilo to pisanje in so se začele, se pravi, pesmi zlagati v neko celoto, kar mi je bilo zelo zanimivo zaslišati, ker sam osebno recimo imam velik problem ravno v tem, ko začnem v nekem zagonu pisati, napišem nekaj pesmi, potem čez nekaj časa spet nekaj drugih pesmi, pa spet nekaj tretjih pesmi in jih nikakor ne morem več ukomponirati v nič, so pač same zase. Tako. In gre za zelo zanimivo zbirko, ki po mojem mnenju osebnem, pa mislim, da je tudi kdo iz debate tudi rekel, da te še bolj prevzame, ko jo večkrat prebereš, da jo potem na različne načine lahko konec koncev tudi interpretiraš, na različni načini, različni pogledi, različni prostori se ti odpirajo. In jaz sem zdaj po že 4. branju že skoraj da mi je res na pol zlezla pod kožo, čeprav nikoli ne bi rekel, recimo po 1. branju, ne bi nikoli rekel, da je kaj takega možnega. Tako da komaj čakam, da si vzamem še kakšne njene prejšnje knjige v roko.
Zadnja razprava letošnjega Prangerja je bila namenjena pesniški zbirki Ljubev reče greva Nine Dragičević. Gre za izjemno neposredno, izjemno udarno pisavo, v kateri se lahko marsikdo zelo hitro najde. Gre seveda za zelo neprijazno knjigo. Gre za knjigo, ki odpira marsikatero dogmo v naši družbi, ki odpira zelo ob strani, zanalašč ob strani porinjene teme, kot so nasilje v družini, sistemsko nasilje, nasilje med različnimi skupinami ljudmi, konec koncev se izpostavlja tudi nasilje na določeni sceni, pretakanje nekako, po mojem mnenju, iz mogoče nekdanjih žrtev sistema v zdajšnje volkove sistema, ki požirajo nemočne oziroma tiste, ki so ob robu, na robu. In debata je bila, po mojem mnenju, zelo zanimiva. Vse te stvari so se sicer odpirale, je pa kompleksna zbirka, zato me ne čudi seveda, da se so mogli kritiki dotakniti prav popolnoma vseh kotičkov, vseh načinov delovanja same avtorice, ki pa so zelo pomembni. Seveda Nina ni, se mi zdi, toliko zelo izpostavila, sicer zvočnost same zbirke je bila izpostavljena, je pa zelo pomembno, da se Nina pač ukvarja s kompozicijo, se pravi z glasbo na splošno, tudi s teorijo glasbe, s teorijo, z različnimi teorijami, tudi konec koncev. Zelo je predana določenim projektom, ki pa niso samo projekti, ampak so tudi njeno življenje, konec koncev, oziroma predvsem so njeno življenje. Je pa bila razprava, se pravi, odprta. Nekaj ljudi se je tudi javili za določene replike oziroma za določene mogoče primerjave, tako da je padla primerjava Kafke, primerjava mislim, da Uliksesa, kar je zanimivo in me je prijetno presenetila, recimo ta sama primerjava. Se mi zdi, da je bila ta razprava ena bolj, kako bi rekel, kompaktnih, kar se tiče mnenj samih kritikov. Zelo skupaj so si nekako stopili. Meni je bila odlična, spet še en razlog, da me je zelo oziroma prekleto žal, da nisem mogel biti v živo tam.